Kmetje v Sloveniji se soočajo z vse večjimi pritiski. Nezadovoljstvo nad razmerami v tej panogi so pokazali tudi z minulimi protesti. Kako se odzvati na zahteve države in Evropske unije ter kakšne izzive prinaša kmetovalcem v naši regiji prihodnost, so vprašanja, na katera so poskušali odgovoriti udeleženci okrogle mize Prihodnost kmetijstva v Pomurju, ki se je odvila na Tišini. Kar nekaj pomembnih tem so odprli, evropski poslanec Franc Bogovič pa v prvi vrsti izpostavlja 3 ključne izzive. Največji je dohodkovni položaj kmetij. Ker je to nesorazmerje v sami prehranski verigi, statistika zdaj kaže, da povprečni Evropejec porabi 12% svojih prihodkov za hrano, 3% od tega pa dobijo kmetje. Tako da sam mislim, da tu notri tiči najprej rešitev v boljši prerazporeditvi, kajti kmetijska politika, vsak, ki jo kmetje dobimo, predstavlja zgolj slaba tretjina od teh prihodkov. Se pravi, da s temi kmetijskimi sredstvi, z teh 3 pridemo do približno 4%. Mislim, da se da ta procent predvsem v verigi prehranski rešiti. Potem je tu še zakonodaja povezana z okoljem, kjer so številni ukrepi težko, če sploh izvedljivi. Evropska komisija je končno spoznala, da je šla v nekaterih zadevah bistveno predaleč in se sedaj umika nazaj, tudi uredbo o pesticidih, ker sem tudi sam zastopal Evropsko ljudsko stranko, je zdaj v bistvu umaknjena z dnevnega reda, zato ker so v njej neumna določila, ni neumen cilj, minus 50%, in prepričan sem, da bomo kmetje to dosegli, kajti podatki, ki smo zdaj dobili na mizo, kažejo, da smo v zadnjih 5 letih za 30% zmanjšali porabo pesticidov in ni razloga, da ne bi v naslednjih letih zmanjšali še za teh dodatnih 20 do leta 2030, kot je postavljen cilj. Kot tretji izziv evropski poslanec izpostavlja trgovinske sporazume. Ukrajina je tu prva. Zaradi blokade Črnega morja je veliko te hrane prišlo, misleč, da bo šla preko evropskih tal v druge kontinente, vendar je ostala na evropskih tleh in je s tem viškom te hrane enostavno bil velik pritisk na cene. Tu je tudi v ozadju še trgovinski sporazum za Južno Ameriko. Tako da mislim, da se te zadeve na nek način so se spoznale in da se je v Evropski uniji začel zavedati, kako pomembna je prehranska varnost in na nek način moramo tudi doma to nadgraditi. Prihodnost bo zagotovo prinesla še dodatno zmanjšanje števila kmetij v Pomurju, kar se že kaže z velikim upadom živali. Nekatere možne rešitve za ohranitev živinoreje pa so: v povezovanju, v iskanju priložnosti v specializirani proizvodnji, v povečevanju, vse kar se Pomurja tiče, deleža ali pa števila krav dojil, v ekološki proizvodnji in pa v predvsem tehničnih proizvodnjah. Selekcija bi lahko rekli, da prehiteva zmožnosti, ki jih kmetije imajo, oziroma če obrnem tako, tehnološko mogoče zaostajamo za selekcijo, tako tu vprašanje strani selekcije ni tako problematično, pač pa moramo tehnološke rešitve najti za tiste kmetije, ki so se recimo usmerile v intenzivno mlečno proizvodnjo. Podobno izpostavlja tudi direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota dr. Stanko Kapun, ki predvideva, da bodo preživele samo kombinirane kmetije. Prihodnost pa bo mogla biti najverjetneje v tem, da izrecno poljedelsko usmerjene kmetije najverjetneje ne bodo imele prihodnosti, bodo pa imele prihodnost, to, kar ja že leta in leta govorim, živinorejsko-poljedelske. Se pravi, da bo kmetija tudi posedovala ali prašiče, ali govedo, ali kakšne druge specijese v kombinaciji z poljedelstvom. Podnebne spremembe pa so tiste, ki že danes kmetovalcem povzročajo veliko škodo. V prihodnosti bo ta verjetno še večja, zato je potrebno razmišljati v smeri iskanja rešitev. Predvsem teh 15.000 hektarjev, o katerih govorimo v Pomurju, če jih želimo imeti usposobljene za tržno proizvodnjo, da bomo morali res temeljito razmisliti o namakalnih sistemih. O slednjih je spregovoril tudi župan občine Tišina, sicer diplomirani inženir zootehnike Franc Horvat, ki pravi, da je po 3 desetletjih bil narejen resen korak projektu namakanja, saj je bila narejena analiza vodnih virov.
ki je v bistvu pokazala, da resnega namakanja kmetijskih površin tako na levi in desni strani reke Mure ni možno zaradi premajhnih količin in prevelikega vpliva na podzemne vode, kjer bi tudi ogrozili pitno vodo. Zaradi tega v bistvu je potem bil sklican sestanek oziroma smo pridobili v goste ministrico za kmetijstvo, ki je ta projekt, tako kot tudi že prejšnja ministrica, podprla. Bi naj bila ustanovljena delovna skupina, da se začne resen projekt namakanja kmetijskih zemljišč na levem in desnem bregu reke Mure, tako okrog 15.000 hektarov in se potem izkorišča reka Mura. Ta, izkoristek oziroma vpliv namakanja je pa zelo majhen, saj govorimo okrog cirka 4 kubikih na sekundo. Danes zjutraj, ko sem pogledal, reka je pa tekla 125 kubikov na sekundo, tako da se pravi manj kot 4% in to je tisti potencial, ki ga v bistvu vidimo, da bi lahko v teh podnebnih spremembah res naredili en korak naprej in predvsem zagotovili stabilno kmetijsko proizvodnjo v Pomurju. Pravimo, da na mladih svet stoji in tako bi naj bilo tudi v kmetijstvu. A kaj, ko se po besedah Doris Letina iz Zveze slovenske podeželske mladine vse manj mladih zaradi nezagotovljene dohodkovne in socialne varnosti odloči za prevzem in vodenje kmetije. Velik problem predstavlja tudi dostop do finančnih sredstev. Vemo, da si želimo trajnostno kmetovanje, na koncu pa ni nikogar, ki bi ga bil pripravljeni plačati. Torej, kmetijstvo nujno potrebuje vlaganja, ampak Evropska investicijska banka je nekako zelo jasno podala mnenje Sloveniji, da so slovenski kmetje, sploh mladi kmetje, v zapostavljenem položaju, saj so za njih finančna sredstva bistveno dražja, nedostopna, dlje traja, stroški so večji, obrestne mere so višje in pa tudi te zahtevane garancije so bistveno večje. Okroglo mizo o prihodnosti kmetijstva v Pomurju so pripravili Zveza govedorejcev Pomurja, Govedorejsko društvo Tišina in informacijska točka Europe Direct Pomurje.